Lepo pozdravljeni vsi prisotni novinarji in pa vsi, ki nas tudi spremljate preko Zooma na današnji novinarski konferenci, ki jo pripravljamo ob Svetovnem dnevu ustnega zdravja, ki ga pa obeležujemo jutri, torej 20. marca. Letošnja tema je povezava ustnega zdravja s sistemskimi boleznimi in kako pomembna je ta povezava, nam bodo danes predstavili Matej Praprotnik, doktor dentalne medicine, vodja delovne skupine ustno zdravje pri Odboru za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Potem Dime Sapunđijev, doktor dentalne medicine, specialist oralne kirurgije in pa gospod Robert Graton, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije. Začeli bomo kar pri vodji delovne skupine ustno zdravje. Izvolite. Lepo pozdravljeni, hvala vsem za udeležbo, se pravi tudi vsem tem, ki ste na povezavi. Danes imamo eno bolj sproščeno tematiko, tako da ni vedno neka resna, ki jo predstavlja Zdravniška zbornica Slovenije. Ta je namenjena javnosti, osveščanju in kot veste, naslov te novinarske konference, da skrbjo za ustno zdravje poskrbimo tudi za svoje splošno zdravje. Zdaj, to kot je Tanja omenila, prirejamo ob Svetovnem dnevu ustnega zdravja, ki bo 20. marca, to je jutri. Na Zdravniški zbornici ta projekt osveščanja poteka že 5. leto in sicer to obveščanje, osveščanje prebivalstva o ustnem zdravju na te tematike ni nikoli preveč. Na tak način smo si zastavili, da začnemo marca in potem čez celotno leto o tem več govorimo. Seveda v sodelovanju z zdravniki in se pravi to celotno delovno skupino, ki se ukvarja s projektom Ustno zdravje, konec koncev tudi društva, ki se neposredno srečujejo s pacienti, ki imajo določene kronične bolezni. In predvsem želimo nasloviti, kaj ustno zdravje, kako ustno zdravje vpliva na naše splošno zdravje in kako to obratno lahko zobozdravniki prepoznamo v ustih. Danes v bistvu nadaljujemo kampanjo, ki smo jo začeli že lansko leto, ko se osredotočamo konkretno na kronične bolezni. In ta sklop iz lanskega leta v bistvu dopolnjujemo z osteoporozo, sladkorno boleznijo in demenco. Namreč poudarjamo, da je edino, se pravi pri kroničnih boleznih, edino sodelovanje pacienta, strokovnjakov, se pravi medicincev, zdravnikov in zobozdravnikov, pripelje do tega, da imamo lahko zdrave paciente. Na novinarski konferenci bomo predstavili tudi video material na te 3 tematike. Zdaj, danes ne bomo tega predvajali, ker so mogoče kar predolgi, ampak smo vam naredili v pomoč, bojo na tak način so oblikovani kot intervju, se pravi z vprašanji in odgovori. Te lahko potem poljubno režete na tak način, da dobite konkretne odgovore za javnost, se pravi tiste, ki vam bojo pomembni. Mi si seveda domišljamo, da so čisto vse informacije pomembne za javnost, ampak mogoče bi bilo potrebno kar celo oddajo za to narediti, da bi to lahko recimo vse skomuniciralo v javnosti, ampak prepuščamo tisti del, ki mogoče osvetljuje točno konkretno težavo. V filmih boste videli posnetke na temo demence, ki ga predstavlja dr. Tatjana Cvetko. Potem posnetek je dr. Tadeja Batelina, ki govori o sladkorni bolezni, in dr. Tomaža Kocjana o osteoporozi. Tudi kolega Dime bo več o osteoporozi povedal potem že danes na tiskovni konferenci. V glavnem, vsi nekako naslavljajo pomen redne kontrole pri zobozdravniku, vsi naslavljajo povezavo neke bolezni kronične z pomenom poudarka ustnega zdravja. In kot veste, vedno v javnosti zobozdravniki govorimo, da je potrebna redna kontrola, sploh govorimo za odrasle, redne kontrole vsako leto, ščetkanje
2-krat na dan, uporaba fluoridov, in to vse drži. Danes pa želimo javnosti sporočiti, da v primeru, ko imamo kronične bolnike, se pa te zadeve malo spremenijo. Odrasli kronični bolniki na neki točki postanemo bolj podobni otrokom. Pa s tem ne mislim, da smo podobni po obnašanju, mogoče tudi, ampak predvsem po potrebah. Potrebe so tiste, ki se nekako povečajo v starosti. Potreba ukvarjanja sami sabo ali z boleznijo, ki jo pač imamo. Nažalost je tako, da nam bolezen, katerakoli, zdaj govorimo o sladkorni bolezni, ali pa o demenci, ali pa o osteoporozi, se na koncu lahko toliko ukvarjamo s tem, da pozabljamo na ustno zdravje, ne vedeč, da to direktno vpliva na poslabšanje te naše osnovne kronične bolezni. S časom, ali pa z napredovanjem bolezni je tisto, kar se nam poslabša, je dnevna rutina, ki je pa po možnosti najbolj pomembna za to, da imamo urejeno ustno zdravje in urejeno osnovno bolezen. To je tisto, kar želimo povedati, da eno leto ali pa kontrola pri zobozdravniku na eno leto v takih primerih niti ni dovolj. Se pravi, bolj govorimo na tak način kot pri otrocih, da bi bila potrebna kontrola 6 do 8 mesecev pri zobozdravniku, ustna higiena mora biti bistveno boljša, po možnosti prilagojena, glede na starost, glede na kronično bolezen. In na tak način ta nova rutina lahko kompenzira to našo bolezen, ki jo imamo. Tako da zdaj omenjamo ustno higieno, do neke točke si lahko pomagamo sami, tudi starostniki večinoma skrbijo ali pa so odgovorni za svoje lastno zdravje sami, dostikrat ali pa neljuba bolezen nas pa pripelje do te točke, da mogoče tudi ne moramo skrbeti sami zase. Tukaj pa niti ne govorimo več o ustni higieni, ampak o ustni negi. To je pa tisto, kar odgovornost kar naenkrat pade na naše svojce, oziroma na ustanove, kjer se zdravimo. Spet tukaj je problematika, ki je treba široko nasloviti. Se pravi, ta izvajanje nege, ustne nege, tle se da veliko narediti, veliko izboljšati. Tako da danes nagovarjamo ne samo paciente z kroničnimi boleznimi, ampak tudi mogoče tiste, ki oskrbujejo take paciente. Se pravi, o pomenu sladkorne bolezni bo mogoče danes vam povedal več tudi Robert Graton, ki je predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije. On bo lahko več osvetljiv o problematiki pacientov z sladkorno boleznijo in predvsem o tem pomenu, kako ustno zdravje vpliva na to bolezen. V glavnem, prej sem že omenil, da smo na to temo naredili filme, nisem pa omenil, da smo naredili tudi v letošnjem letu plakat. Plakat je namenjen vsem strokovnim sodelavcem, se pravi vsem v stroki zobozdravstva, da se razdelijo na delovnih mestih, kjer je pač tudi dostopen pacientom kot vir informacij. To bo razobešeno potem v ambulantah, spet z namenom osveščanja naših pacientov. Tako da zdaj, če ne drugega, mogoče bi jaz predal besedo naprej kolegov, mogoče kolega Dime. Najlepša hvala. Najlepša hvala za povabilo in pozdravljam to inicijativo za ozaveščanje o pomenu ustnega zdravja in sistemske bolezni. Jaz se že vrsto let ukvarjam z vpliv osteoporoze na ustnem zdravju. Bi rekel tako za sam začetek, da sama osteoporoza kot bolezen nima nekega vpliva na ustnem zdravju. Mi v vsakem našem dnevnem delu se srečujemo z bolniki, ki imajo osteoporozo. Popravljamo zobe, izvajamo kirurške posege, oskrbujemo jih z zobnimi vsadki, tako da bi rekel, ni ta sama bolezen neka kontraindikacija. Problem pri osteoporozi je to,
je v bistvu zdravljenje osteoporoze. Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje osteoporoze, so tisti, ki kot vsako zdravilo imajo določene stranske učinke, ki se pojavljajo v ustni votlini. Ta stranski učinek je tako imenovana osteonekroza povzročena zdravili, je, bi rekel, eno tako zelo neprijetno stanje, ki poteka od skoraj nevidno do ene take velike razgaljene kosti v ustih, ki bistveno slabšajo kvaliteto življenja prizadetih bolnikov. Zdaj že sama osteoporoza je ena kronična bolezen, ki je, bi rekel, taka tiha, brez nekih znakov. Tudi bolniki, ki se pač začnejo zdraviti z osteoporozo, nekaj se že enkrat odkrije pri teh preventivnih pregledov ali po kakem dogodku, nekaj je z okostjem povezan, potem se nekako niti ne zavedajo, da so se začeli zdraviti zaradi bolezni. Zato, ker pacienti oziroma ljudje imamo navado, da zdravimo se takrat, ko pač jemljemo zdravilo vsak dan, ko je pač redno bi rekel, na meniju. Pri osteoporozi pa večinoma zdravil, ki se uporabljajo, se jemljajo enkrat na teden, enkrat na mesec in pač enkrat na pol leta. In pogosto bolniki tudi na naše vprašanja ne izpostavijo, nekaj vprašamo, ali se zaradi česa zdravijo, ne izpostavijo, da se zdravijo zaradi osteoporoze. Zato smo že leta nazaj uvedli v našem, to smo ponavljali in študentom in na vseh teh predavanjih, da ciljano vprašamo, poleg vseh drugih zdravil, ali jemljajo zdravila za kosti. In potem se pa tle odpre ena debata in pridemo do tega, da že vrsto let jemljajo tako imenovane antiresorptivi. Zdaj, poleg teh bolnikov še so tle ena skupina onkoloških bolnikov, ki jemljajo teh antiresorptivih, ki so v bistveno slabši koži. Se pravi najprej zaradi primarne bolezni, tako da lahko vidimo, da imamo opravke z eno tako veliko skupino bolnikov. Je to relativno nova bolezen, prvič je opisana leta 2003. In veste, da že veliko bolezni, ki jih že tisočletja se srečujemo z njimi in se zdravljenje razvija in pridobivamo izkušnje, pa še nismo na neki točki, da bi te bolezni premagali, da se spet neka stanja vračajo nazaj. To je relativno nova bolezen, imamo zelo malo izkušnje, vse je pač nekako svedeno na te anekdotične zgodbe in pač lastnih izkušnjah. Zato smo nekako tudi z industrijo naredili en dober kontakt, že vrsto let poteka tudi ozaveščanje med zdravstvenih domovih. S profesor Kocijanom smo naredili veliko na to temo, tudi s predstavniki Onkološkega inštituta. Naredili smo smernice oziroma take klinične poti, kako je treba se lotiti bolnika pred začetkom zdravljenja z antiresorptivih, pa tudi pri bolnikih, ki že jemljajo antiresorptive. Te smernice so objavljene v vrsto teh naših zbornikov, tudi na našem združenju, tudi na spletni strani zbornice. Kot bi rekel, en tak končen produkt je v tem ozaveščanju lani je bila promovirana tudi mobilna aplikacija, ki je prosto dostopna strokovnjakom, da v bistvu ocenijo tveganje za razvoj osteonekroze pri izvajanju zobozdravniških posegov. Kajti smo ugotovili, da obstajajo par scenarij, ki se dogajajo. Ena je v tem, da zobozdravnik že naredi nek invaziven poseg, pride do osteonekroze oziroma do zaplete in potem šele izve, da je bolnik v bistvu jemal zdravila za zdravljenje osteoporoze. Drugi scenarij je pa bolniki, ki med sabo komunicirajo, izmenjujejo izkušnje, izvejo, da ta zdravila imajo določene stranske učinke v ustni votlini, potem pa na lastno roko prenehajo jemati zdravila za osteoporozo in potem so pa izpostavljeni za kakšne zlome, ki v bistvu spet poslabšajo kvaliteto življenja. In ta tretji scenarij je, da zobozdravniki, ki so že ozaveščeni na nekem nivoju o tej temi, ko izvejo, da bolnik jemlje antiresorptive, se ga ne dotaknejo več. In določene take kronične bolezni v ustni votlini ostanejo nezdravljene, ki potem pa lahko povzročijo osteonekrozo. Tako da ta problem je večplasten in iz teh razlogov
smo pač naredili eno tako zelo enostavno aplikacijo, ki ne vzame več kot 3 minute časa, da z vnašanjem podatkov, da zobozdravniku da jasne napotke, kako naj procedira pri določenem bolniku. Seveda najbolj pomembno tle je to sodelovanje, ne, in to je, bi rekel, ena taka patologija, ki nas zdaj na istem bregu, ne, vedno nekako se je gledalo, da medicina in dentalna medicina sta na različnih bregovih, pa to ni res. Ne, te v bistvu sistemske bolezni nas pripeljajo, nas združujejo na enem bregu, ne, tako da pomembno je pred uvedbo teh zdravil, da se pač bolnik napoti k svojemu zobozdravniku. In obratno, ne. Tako da to sodelovanje, ne, kar že na začetku Matej povedal, ne, je v bistvu v osnovi te preventive, ne, ki potem pa imajo zobozdravniki jasne napotke, tudi zdravniki, kako v kateri fazi zdravljenja, kako naj postopajo in ukrepajo. In to bo tudi recimo rdeča nit, ne, recimo tudi te naše novinarske konference, se pravi sodelovanje med zdravniki in zobozdravniki in na koncu tudi sodelovanje med predstavniki društev, ne, ki se neposredno ukvarjajo z pacienti določene bolezni. Ne. V tej točki pa potem predajam besedo. Mislim, da je povezan s tem mikrofonom. Takole, super. Izvolite. Hvala za povabilo. Čeprav je to, bi rekel, bilo malo v takem bolj sproščenem vzdušju, imamo konferenco, mislim, da je tema še kar precej resna. Govorimo o kronični bolezni, vendar je tema namenjena, vsaj po mojem mnenju, celotni populaciji, kajti ustrezna ustna higiena oziroma ustna nega je pomembna tako za zdravo kot za tudi nezdravo populacijo. Če računamo, da imamo v Sloveniji okrog 10% prebivalstva, ki ima sladkorno bolezen, vidimo, da je to kar precej ljudi. Kot je bilo že omenjeno, pomembno je to sodelovanje med stroko in pa pacienti, kajti brez tega sodelovanja, če pacient ne sodeluje z zobozdravnikom, mu ne pove, da ima sladkorno bolezen, seveda lahko pride tudi do drugih, bi rekel, nevšečnosti. Povezava, kaj je prej, ali je bila sladkorna, ali je problem ustna higiena ali obratno, mislim, da tukaj ni umestna, to je zelo povezano. Če vemo, da zaradi sladkorne bolezni seveda lahko imamo pol večje probleme z ustno higieno oziroma z ustno nego, je ravno tako velja obratno, če imamo kakršnokoli stanje v ustih, ki nam vneti ali kakorkoli, seveda to vpliva tudi na višino sladkorja, tako da, kot sem že rekel, pomembna je ta povezava in pa komunikacija. Komunikacija seveda je pomembna tudi z drugimi zdravniki, ki zdravijo sladkorno bolezen ali pa kakršnokoli drugo bolezen. Vprašanje je bilo tudi, če poznam kakšen primer, seveda ljudje tem ne radi govorijo, vendar ja, seveda so povezave. To vam bojo mogoče strokovnjaki več povedali kot jaz, zakaj se to pojavijo, ampak pomembna je že od zelo mladih let, se pravi, že otroke je pomembno navajati na to ustno rutino, od umivanja zob 2-krat na dan do pregleda zob, do ko se pojavi kakršenkoli stvar, ki ni v normali, ne se bati, pojdite k zdravniku, kajti v najslabšem primeru vam bo rekel, ne, saj to ni nič, če je pa karkoli, vam bo pomagal. In pomembno je, da se s to rutino skozi leta, tudi ko preidemo v določeno starost, vi morate vedeti, da 90% oseb s sladkorno boleznijo, ponavadi je starejših, to so tip 2, to so ljudje, ki lahko dosežejo dandanes že kar starost 80, 90 ali pa več let, kar pred leti to skoraj ni bilo, in seveda pojav demence.
Ampak če imamo neko rutino, ki jo izvajamo leta in leta, je to vse plus. Še mogoče to, kot sem že rekel, ne se bati, se vemo, vsak počaka, joj, se me ne boli. Ja, ampak ko boli, je pa že malo prepozno. Tako da jaz bi mogoče predal nazaj bolj strokovno obrazložitev teh povezav, ampak v vsakem primeru spodbuda, pa ne samo za osebe s sladkorno boleznijo, čuvajte zobe, izvajajte ustno nego in ustno higieno in pa pojdite k zobozdravniku, saj ni tako hudo, ko se gre k njemu. Hvala. Ja, tale na koncu je bila spodbudna, ne? Namreč sporočilo je jasno, da prej, ko pridemo, ali pa bolj pogosto, ko pridemo, pa to res velja, ponavadi potem ni tako hudo. In kakorkoli se zdi, a ne, si tudi zobozdravniki to isto želimo svojim pacientom, a ne, se pravi, nihče si ne želi izvajati obsežnih posegov, ki so izredno invazivni lahko, a ne, niti ne, da ne govorimo, da so lahko tudi dragi, a ne. Preventiva, a ne, in pogostejše, a ne, obiskovanje zobozdravnika za redne preventivne preglede in pa seveda ta del odgovornosti, ki ga pacienti nosimo sami, ne, da izvajamo ustrezno ustno higieno, a ne, s tem naredimo v bistvu največ, šele ko pač pride do težav ali pa mogoče tistih, ki so neizogibne, tiste pa, tam pa nastopimo potem strokovnjaki, ki jih lahko rešujemo. To je to. A smo kaj pozabili povedati, kar bi bilo ključno? Te vsebine, a ne, videe in to, če nisem povedal, bomo poslali. Tudi izjavo. So dostopne tudi na naši spletni strani, tako da vse vsebine, ampak bom poslala. Ja. Hvala vsem. Če ima še kdo kakšna novinarska vprašanja? Domen Andelesta, mogoče ena ocena, glede ustnega zdravja Slovencev skozi leta se vseeno izboljšujemo čisto na splošno, ne samo kronični bolniki, ampak čisto vsi Slovenci. Na to vprašanje po mojem ni takega enoznačnega odgovora. Mi si želimo, da se izboljšuje, ali pa želimo si verjeti, da se izboljšuje, namreč izboljšuje se konec koncev osveščanje o javnosti, izboljšuje se vedno bolj in slikovno in drugače dostopen material, ki pacientom vsem dviguje zavedanje o pomenu ustnega zdravja. Jaz mislim, da v tem smo tudi strokovnjaki uspešni. Vedno več je teh vsebin, konec koncev, ki nas bombardirajo, a ne, z pomembnostjo. Druga plat te medalje je pa ta, da živimo v družbi, ki je vedno bolj hektična, zmeraj težje držimo rutino, vedno slabše ali pa zmeraj manj časa posvečamo osebni higieni, recimo ne prej kozmetiki, ne pa resnično higieni in zdravju, a ne. Tako da ta vpliv in pa vpliv stresa, ne, ki ga prinaša v bistvu ta sodobni tempo življenja, pa v bistvu na veliko točkah nekako izniči ta trud, a ne. Tako da zdaj, na kaj ciljam zdaj, a ne, to so populacije, ki so recimo v obdobjih življenja, a ne, to smo tudi recimo na tem našem projektu v preteklih letih opozorili, v obdobjih življenja recimo nam ta rutina najbolj pade, je recimo v prehodu iz otroštva na adolescenco, se pravi, ko odgovornost staršev, a ne, do otrok nekako pride v roke otrok samih, ne, recimo predno spet vzpostavijo novo rutino, se zgodi kar nekaj lahko težav in kar nekaj škode na ustnem zdravju. Ne, tukaj govorimo spet o nekih povečanih vnosih sladkorja, težave imamo ne več s sladkarijami, kot smo recimo v preteklih letih, ampak zdaj imamo težave z energetskimi pijačami, recimo, ki so dostopne in še zdaj nimamo zakonodaje, ki bi konec koncev preprečevala mladostnikom nakup takih pijač. Potem imamo prehod, a ne, adolescence, recimo, da imamo neko obdobje mirnega življenja, potem ali pa neke rutine, potem spet preobremenitve zaradi službenih razlogov, a ne, ali pa govorimo o smrtih, ločitvah, to so recimo stresne situacije v naših življenjih, in potem obdobje starostnika, a ne, ki spet prinaša sabo nove izzive, a ne, ki so izzivi bolezni, izzivi
akutnih, kroničnih bolezni, a ne, ki spet zahtevajo neko prilagoditev, neko novo rutino, a ne, ki kompenzira recimo tisto stanje, ki smo ga pridobili. Se pravi, zdaj, če to strnemo, a ne, kaj si mi želimo ali pa kaj strokovnjaki želimo stati svojim pacientom ravno v teh obdobjih, kjer je največ teh izzivov, ne, takrat so najbolj dobrodošli, a ne, še bolj dobrodošli v naših ambulantah. A ne. Ironično je pa, da ravno takrat niso toliko prisotni v naših ambulantah, ker se ukvarjajo s svojo primarno težavo. Tako. Zdaj, tako da ne znam oceniti, definitivno se kot družba smo zelo dobro ozobljena družba, ne, to je recimo izraz, ki se nekako v svetovnem merilu šteje kot kvaliteta življenja. Se pravi, kvaliteta življenja se meri v tem, koliko zob imamo v ustih. Naša družba je izredno dobro ozobljena v primerjavi z ostalimi, kar še zmeraj nakazuje na visoko stopnjo zavedanja o pomena ustnega zdravja. Kljub vsemu pa še zmeraj o tem govorimo, ker nikoli ni premalo govora o teh temah. Mogoče še na zbornici ste večkrat v preteklosti upozorili na dostopnost do zobozdravnika, da je premalo timov, zdaj pa vlada s to uredbo na predlog ministrstva, zdaj zelo na pamet bom rekel nekaj 20 timov, mislim, da v glavnem kar nekaj več timov so dodali. Ste se mogoče kaj s tem ukvarjali, a je to zdaj dovolj, kakšen bo vpliv na dostopnost za ljudi, kaj je tukaj v redu, kaj si mogoče še dodatno želite, da ukrepijo? Tle na tem področju zdravniška zbornica izredno kritična do tega, kako je recimo zobozdravstveni del urejen, namreč prav zobozdravstvo je nek tak eklatanten primer, kako javno zdravstvo v resnici ne deluje. Če imamo mi 500 000 pacientov, ki nimajo izbranega zobozdravnika, to pomeni, da ne deluje, čisto preprosto. In zdaj ne glede na to, če 20 timov je to za moje pojme vseeno kaplja v morje, je dober poskus, ampak mnogo, se govoriva o 500 000 in več pacientov, je moglo najti rešitev za svoje ustno zdravje zunaj javnega zdravstva. To je dejstvo. Zdaj, zakaj? Ali zato, ker za njih ni bilo dostopno, ali za njih ni bilo dovolj kvalitetno, ali se pravi, da je dostopno zaradi časovnega okvira, recimo čakalnih dob, ali nedostopno zaradi kraja, to zdaj ne vemo, ampak v resnici je tako, da če bi država res želela ali pa imela neko motivacijo, pa bi dala velik poudarek na ustno zdravje, da bi bili vsi državljani oskrbljeni tako, kot je napisano v pravicah, potem bi mogli razširiti te storitve na vse izvajalce v naši državi, kar pa pomeni tudi zasebnike. To je naše mnenje. Če te volje ni ali pa če tega denarja ni, kar pa očitno, imamo pa v bistvu to stanje, ki ga imamo, ko so pacienti vsem prepuščeni temu, da urejajo, da primejo stvari v svoje roke in si uredijo zobe tudi se pravi na stroške iz žepa. Sam nekaj še se vmešam v tej debati. Kar se tiče teh točnih številk. Sekunda, da se vas bo slišalo. Kar se tiče teh točnih številkah, zdaj ali so se te preventivni pregledi povečali ali zmanjšali, to pač mislim, da mi ne moremo dati. To se pač druge ustanove se s tem ukvarjajo. Pa iz lastnih izkušnjah, kot pač bi rekel predstavnik terena, moram reči, da s to inicijativo o zaveščanju pomena ustnega zdravja so se bistveno povečale preglede na podlagi samoopazovanja. Veliko napotnic pridobimo s tem, da so pacienti opazili kakšno liso v ustih, kakšno ranico, ki je že nekaj časa, in potem pa pridejo, iščejo svojega zobozdravnika ali zdravnika, pot, da pridejo do nas. Zdaj pa, kar se tiče dostopnosti, bi pa tle jaz citiral Kennedyja, ne glej, kaj bi država naredila zate, kaj boš pa ti naredil za njo. Jaz nobenega pacienta nisem zavrnil, ki je prišel z napotnico s kakršnokoli rano, pa ne glede na stopnje nujnosti, karkoli. Vsaka napotnica z rano ima pri meni prednost. Ali bom za to sankcioniran ali ne, to me sploh ne zanima. Zato, ker bistveno cenejše je, da ti pogledaš to, najdeš v zgodnjem stadiju in potem pač preusmeriš naprej za zdravljenje,
kakor da se sklicuješ na to čakalne vrste, čakalne dobe, hitro, zelo hitro, ne vem kakšna stopnja nujnosti. Če je rana v ustih, se to takoj pogleda. Se pravi, nekako to zaveščanje za samo kontrolo, ki ste omenili v porastu samo v zadnjih letih. To jaz v osebnih izkušnjah ne, in po tisto na terenu, zdaj točne številke, to res ne vem, ker ne zbiram te napotnice, ampak mogoče si bo... Ne. Boste razumeli konkretno, ne, kolega naslavlja v bistvu ta del, ki smo ga Že nekaj komunicirali let, že nekaj ja. let nazaj in gre predvsem za rane v ustih, a ne, kjer je skrb, da gre za raka ustne votline. Včasih je bil rak ustne votline večinoma napoten, ker je bil ugotovljen v zobozdravstveni ambulanti. Že to, recimo si zobozdravniki štejemo v prid, da smo večino rakov, ustne votline, tudi vratu včasih, poslali mi naprej. Zdaj smo šli še eno stopnjo višje, da pacienti že sami kritično ocenjujejo recimo neke nepravilnosti, ki se več kot dalj časa ne zacelijo, to se pravi več kot 14 dni, da se ne zacelijo, da kritično ocenijo, da mogoče pa nekaj ni v redu in grejo na pregled. Zdaj, to pa je bilo komunikacija te... Pa tudi v naših vrstah, ne, se ena Tudi- stvar tudi ponavlja, strokovnjak. tudi v naših vrstah ciljano pač poglej za to. Vzame ti največ kot Ja, in to se je 30 izboljšalo sekund. predvsej. Jaz bi mogoče še vprašal, ker ste omenjali več sodelovanja med dentalno in splošno medicino. Zdaj, kje so se tukaj nekako že naredili koraki, pa kje bi si želeli, da bi se mogoče to sodelovanje mogoče specifično pri teh pacientih, ki ste zdaj omenjali, ko gre tukaj za osteoporozo, kako to vpliva potem na ustno zdravje. Zdaj, vse, kar recimo tudi danes komuniciramo, oziroma zadnjih, se pravi od 2018, je na zdravniški zbornici bila sprejeta odločitev, da bomo v javnosti več komunicirali o ustnem zdravju in pomenu ustnega zdravja na splošno zdravje. To je tudi del strategije zobozdravstva od 2020 do 2030, se pravi nekako sledimo zavezam svetovne organizacije, kjer je celoten svet prepoznal, se pravi, vpliv ustnega zdravja in splošnega zdravja. Od takrat naprej, poleg novinarskih konferenc, poleg recimo brošur, plakatov, Facebook strani, internetne strani, prirejamo vsako leto, zdaj tle me bo Živa popravila, je bilo 2-krat ali 3-krat do zdaj predavanje, kjer sodelujejo in zdravniki in zobozdravniki z naslovom Ustno zdravje, tretje leto. Ja. Letos je bilo 3. leto, so vpliv splošnega zdravja in ustnega zdravja, kjer so tematike v bistvu iz vseh področij in iščemo skupne točke, se pravi, vedno sta predavatelja zdravnik in zobozdravnik, kjer iščejo sovplivanja, se pravi, sodelovanja in na tak način tudi z zgledom kažemo v bistvu, kako lahko stroka zdravstvena in zobozdravstvena sodelujeta skupaj. Se pravi, več je bilo tudi medijskih objav, recimo v strokovnih krogih so tudi ta predavanja zdravnika in zobozdravnika. Se pravi, mi moramo osveščati tudi recimo splošne zdravnike, da neke stvari naslavljajo z zobozdravnikom in obratno, da zobozdravniki opazijo nekaj v ustih, pošiljajo nazaj. Tretja veja seveda je pa pacient, in v tej vlogi ste v bistvu mediji, ko to komunicirate v javnosti. Potem, kaj je bilo še na področju? No, to je zdaj glavno, kar je v zvezi s sodelovanjem. In tretja točka, se pravi, še to sem pozabil povedati, je pa to, da sodelujemo ne samo z društvi, ampak konec koncev tudi z domovi za starejše občane. Tudi tam, mi vemo, moramo včasih ciljano izobraževati določene starostne skupine in recimo domovi za ostarele so, se pravi, tam naslavljamo problematiko točno tam, kjer nastaja. In za tega smo v bistvu organizirali tudi študente stomatologije, ki predavajo v bistvu v domovih za ostarele, predavajo o pomenu ustne higiene, predavajo o težavah kroničnih bolezni, ki se direktno dotikajo recimo domov. Zdaj, problematika nege še vedno ostaja, to ne bomo danes komunicirali. To je pa področje, ki bi ga lahko še bolje uredili, se pravi, tam pa, kjer strokovne službe v bistvu opravljajo nego, tam se da pa še kaj narediti.
govorili ste še o teh prelomnih točkah adolescence, ki se nekako spreminja rutina, se začnejo vnašati morda povečana količina sladkorja. Konec koncev, kaj pa tukaj zdaj vprašanje recimo alkohola, konec koncev je tudi to neka stvar, ki pač vsebuje relativno veliko sladkorja, verjetno se to nanaša tudi pri diabetikih. Kakšen vpliv ima pa to zdaj tukaj na ustno zdravje? Kako bi to mogla malo komentirati? Ne to, da smo Slovenci zelo pivski narod. Pa ne samo Slovenci. Tle bi lahko pomenil raka, ne? Ker je... Alkohol kot sam po sebi je en škodljiv in vodilni dejavnik za pojava predrakastih in rakastih spremembah v ustni votlini. Celo bi izpostavil, da je bolj škodljiv kot kajenje. Zato, ker cigaretni dim se v ustih zadrži par sekund, ne, pač da svoje učinke, zdaj, če se to ponavlja, seveda ne, alkohol je pa ima še tako lastnost, da hitro se resorbira, že v ustnih sluznicah se večinoma resorbira, pa še naprej po prebavnem traktu, ne, in potem pa skozi sline se spet izloča. Tako da, tle je pač en tak, bi rekel, dvojni učinek alkohola. In seveda, če je ta koncentracija večja, večji vpliv, ne, in se pač večinoma teh bolnikov so pa anamnestično je pa alkohol. A veste, kaj se mi sada ste o osteonekrozi, ko ste govorili, da malo poveste samo, kako bolezen napreduje. Saj ne, da bi zdaj strašili, ampak vseeno je fino, da ljudje vejo, se pravi, kako... Bolezen začne od ničesar vidno, ne, pač take neke nespecifične znake in simptome, do pač cela taka, bi rekel, en razpon, ne, razjeda v ustih, gnojna bulica, ne, potem pa se pojavi taka eksponirana kost, ne, to je kot, bi rekel, kot vrh ledene gore, ne, en tak špička, pogosto pacienti rečejo, pa nekaj me tle čutim, da je nekaj ostro v ustih, ko pa mi potem, nažalost pa ne obstaja niti nobena preiskava, ki bi nam pokazala, kakšna je ta razsežnost te osteonekroze. Recimo pri onkoloških bolnikih mi vemo, če vidimo rak ustne votline, se vidijo se meje, stran od teh mejah prerežemo, ne, in je pač to odstranjeno zdravo. Tle je pa celotna kost prizadeta, ne, in nimamo nobenega mehanizma, da mi vidimo, kjera kost je nekrotična, kjera je živa, kje so pa te začetne spremembe, ne, to se pač tudi na mikronivoju ne vidi. Neke te zdravila imajo tak, bi rekel, učinek, da se vežejo na kost, ne, in pač tam naredijo določene spremembe v tistih celicah, ki so odgovorni, ne, za pregrevanje in razgrevanje kosti. In ni nobenega mehanizma, da se vidi, koliko je teh, bi rekel, tega zdravila na teh celicah, ne, tako da ne, potem pa se to lahko razvije do take razsežnosti, da pridejo zlomi, ne, tako imenovani nepatološki zlomi, fistule z iztekanjem gnoja in res je, pač te ljudje so prikrajšani, hranjenje je zelo težko, skoraj nemogoče. Tudi potem rehabilitacija je, ne, in samo zdravljenje je dolgotrajno, nepredvidljivo. Tako da, kot sem rekel, je relativno nova bolezen, premalo izkušnje imamo, ne, so obstajajo določene modalitete zdravljenja, ne, od konzervativne do najbolj agresivne, ampak kakšen je učinek dolgoročen, pa noben ne ve. Ne. In zdaj, bi rekel, tle pa še ta skupina onkoloških bolnikov, ne, ki zdaj sodobna onkologija, kot je kolega prej omenil, ne, vse več imamo kroničnih bolnikov, ne, medicina gre naprej, onkologija gre naprej, takih bolnikih živijo dolgo. Ne, mi tem bolnikom moramo omogočiti eno tako, bi rekel, kvaliteto življenja, ne, da lahko pač, ne, se normalno prehranjujejo, da imajo v končni fazi normalen videz. Tle so pa tem izzivi, ne, sodobnega zdravstva, se pravi. Trenutno, ko rešujemo težave, jih... In zato pomembno je tle to sodelovanje, ne, da se v začetni fazi, ko bolnik začne se zdraviti za temi antiresorptivi, da se da ta poudarek na pomembnosti zobozdravniškega pregleda. In da zobozdravniki pač so tisti, ki potem omogočijo takemu bolniku, da se to sanira, preden se začnejo ta zdravila, ne, in da točno vejo, kaj morajo narediti, ko so že zdravila uvedene, ne, kakšno je tveganje, da pride do kakih zapletov. Tukaj pride, mislim, da upoštev... Samo malo da mikrofon. Ravno. Sekundo. Evo.
Ravno tu pridemo do tega, da preventiva, vendar zgodnje odkrivanje raznih bolezni, kaj prinese to za sabo. Prej, ko odkrijemo neko bolezen, prej začnemo zdraviti, manje komplikacij, manje finančnih stroškov za družbo. Kajti, ko začnemo neko bolezen v zgodnjem stadiju zdraviti, je to dosti lažje, kot pa potem, ko je že zelo napredovala. In govorim, če lahko o sladkornih bolezni, neurejena sladkorna bolezen ali pa seveda to je lahko tudi pozno odkrita. Posledice so lahko hude komplikacije, vemo, kakšne so in potem pride družbo, to stane dosti več. Stroški, ki so potrebni za zdravljenje komplikacij, so ponavadi 2-krat višji kot stroški, ki so potrebni za zdravljenje osnovne bolezni. In tukaj tudi je zelo pomembni ste vi mediji, kajti vi lahko marsikaj informirate javnost o sami bolezni, se pravi začetki ali pa simptomi bolezni in pa tudi to, kar danes imamo tukaj. Čeprav jaz vedno poudarim, v Sloveniji imamo zelo, zelo kvalitetno zdravstvo. Zelo. Vendar tukaj ne smemo zaspati. Mi moramo stremeti za nekaj več. Ne? Če lahko povem, v Sloveniji imamo 102 leti nazaj odkrit inzulin, 101 leto prva aplikacija, prej so ljudje umirali. V Sloveniji inzulin, te, ki ga potrebuje za zdravljenje, ga dobijo zastonj. So države, kjer je potrebno to doplačati in to ne malo doplačati. Ne bi zdaj o številkah, ampak ljudje si ne morejo privoščiti tega, kar je zelo hudo. Pa če se vrnem nazaj spet, ne morejo si privoščiti, ravno tukaj smo čuli, zobozdravnika. Ne pride zobozdravnika, pomeni kaj? Slabo zobje, pa spet pridemo do komplikacij, poslabšanje stanja sladkorne bolezni, lahko rečem. Ne. Vse je povezano, ampak preventiva in pa zgodnje odkrivanje kakršnekoli bolezni je, menim, da ključno v vsaki družbi, no, ampak vse tako. Še eno stvar me kolega spomne, ko vam bomo omenili. Ravno ta del, ne? Se pravi, naša družba mogoče počasi dojema zobozdravstvo kot nekaj neločljivega od zdravstva. Pravi, ker včasih smo to tako jemali in tudi recimo marsikatere države, ne samo v Evropi, ampak v svetu, ne, zobozdravstvo pogosto ali pa prej jemljajo za tržno dejavnost. Vedno bolj se svet obrača proti logiki, da je zobozdravstvo pač ne popolnoma povezano z medicino in direktno vpliva na splošno zdravje. Zdaj, to, kar mi poudarjamo, je poudarek tudi za naše politike, ne, ki pozabljajo, da če se zmanjšujejo pravice zobozdravstva, se zmanjšujejo konec koncev tudi njihovo javno, se pravi njihovo splošno zdravje, ne samo zobozdravstveno. Mi seveda kot strokovnjaki to občutimo, ne, da se marsikdaj pacienti znajdejo v stiski. Ne. Že tako smo prej omenili, da iščejo, da ne obiščejo zobozdravnika iz večjih razlogov. En je jasno strah, ne. Drug je pol že sram, zato ker že toliko časa niso obiskali zobozdravnika. Ta je recimo zelo pomemben faktor. In tretja je dostopnost. Ne. Se pravi, če nam ni dostopno, če moramo dvakrat premisliti ali pa precej raziskovati, kam bomo šli, ne, potem spet odlašamo s temi. To pa nam narekuje recimo tempo življenja, ker imamo vse druge bolj pomemben, kakor pa naše zdravje. Se pravi, nas v bistvu v ambulante privede šele bolečina. Bolečina je pa praviloma prepozen znak. Ne, in na koncu v bistvu že nimamo več rešitev. Zdaj iz tega naslova, ne, je bil tudi kot del tega projekta uveden dan odprtih vrat.
dan odprtih vrat, v bistvu dejansko cilja na paciente, ki so se znašali mogoče izven tega kolesja. Se pravi, da predolgo niso bili, da ne vejo, kje začeti, da ne vejo, k komu prideti. In odpiramo vrata na tak način, da smo dostopni. Se pravi, dostopno pomeni, da je pacient dobi brezplačen pregled in mnenje, da sploh vidi, v kakšnem stanju je. Ker včasih mogoče niti ni tako slabo, a ne? Včasih je pa lahko tako slabo, da potrebuje hitro intervencijo. A ne? Že po izkušnjah, a ne zdaj zadnjih let, se je v bistvu to zelo pozitivno izkazalo, da so pacienti, ki že dolgo let, a ne, že več 10 let niso razmišljali o zobozdravniku, so spet prišli v ambulante in potem si najdli rešitev zase. Se pravi, govorimo za ustno zdravje, hkrati, a ne, pa ne vede ali pa hote, ne hote, rešili tudi problem svojega splošnega zdravja. Tako da, to je to. Ja, mogoče samo besedo. Kot družba se moramo zavedati, pa kolega je sicer politike omenil, zdrav človek pomeni tudi zdravo družbo. Kajti, če imamo bolnike, seveda to pomeni bolniška stanja, ne delajo manjši finančni prihodek za državo. Zdrav človek pomeni zdravo državo. In to mislim, da bi se mogli zavedati. Lahko še eno vprašanje. A je kakšna ocena mogoče vaša ali pa od zbornice, kako je pa stavka zdaj vplivala na dostopnost do zdravstva, na število storitev, ker se mi zdi, da se nekako bolj vsi ukvarjamo z drugimi deli zdravstva, z bolnišnicami, ni pa do zdaj nobene neke ocene bilo, kaj v bistvu glede dostopnosti do zobozdravstva vpliva stavka, ne vemo, koliko zobozdravnikov stavka, na kakšen način imate kakšno oceno? Ja, jaz mislim, da to vprašanje ne bo težko odgovoriti. V zobozdravstvu izredno, oziroma mi ne poznamo, da bi katerikoli segment ali pa v državi celo preverjeno je bilo po zdravstvenih domovih, zobozdravstvo ni stavkalo. Ne. Čeprav to pomeni, da ne podpiramo stavke, kvečjemu podpiramo, ampak na našem področju ne, si tega niti nismo mogli privoščiti. Potrebe prebivalstva so tako visoke, da dejansko to ni bilo v prvem planu. Zobozdravstvo ni stavkalo. Tako da nima vpliva, no. Po moji oceni. Mislim, da smo izčrpali dobro temo, tako da hvala. Okay, super. Hvala lepa. Hvala.